Kako se odvijajo danes Lampiončkove igre? Kot vsako leto smo tudi letos pripravili izjemno zanimive igre za študente, tradicionalne od žakelj krosa, šajtrga reli do nekaterih novih, kot je tukaj zadaj funball. Pričakujemo, da bo dokaj zanimivo, brez poškodb seveda, pa da bomo okoli 5 že dobili zmagovalca, ki prejme letos tako kot vsako leto odojka. Potem pa se vsi skupaj preselimo seveda pred Mariborski otok, kjer bo nekakšen finale Lampiončkov 2019 in večerni del s koncerti. Kakšen je odziv študentov letos? Ja, glede na to, da je študijskega procesa prost dan, kot vsako leto, poleg tega je ugodno tudi vreme, je odziv zelo uspešen. Prijavili se je več kot 15 ekip, tako da smo morali nekaterim ekipam celo nažalost zaželiti več sreče pri prijavi naslednje leto. Prav tako se tukaj v okolici Štuka odvijajo številni tradicionalni študentski pikniki, kamor se lahko vsak študent pridruži. Kaj pa večerni del? Kako bo potekal? Bo kaj drugače, kaj novega? Torej, večerni del je nekako, so razdeljeni odri na glavni oder, Mariborski oder in pa tehno oder. Glavni del, tisti na glavnem odru, se bo pričel v 21. uri. Drugače od prejšnjega leta je to, da smo zmagovalce Škisolova in Šov Roka na tečaju predstavili na Mariborski oder, na glavnem odru pa se bodo od 9. zvečer pa do nekje 5. ure zjutraj odvili koncerti Kingstonov, Tabujev, Orlekov, 500 metrov, vmes pa imamo pripravljeno za vse udeležence tudi 2 presenečenja. Ste si piknik organizirali v sklopu kakega društva ali kar tak prijateljsko? Ne, organizirali smo si ga v sklopu sošolcev iz strojne šole. Pač to smo malo nad vsemi faksi tu v Mariboru in je treba to poudariti, da imamo sicer 6 ženske zraven, ki so večinoma zdravstvene šole, ampak to je sam posredno, ni indirektno pri nas in ja, to smo strojniki večina, no. Dokdaj pa mislite zdržati, glede na to, da je ura 2, pa se še dobro držite? Ja, mislimo zdržati kar dolg, sam, lejte, pol pa milimetri popstijo, so pa že metri, tako da ne bi znal čisto razložiti koliko metrov do polnoči ali pa nazaj. Katera je bila najtežja igra do sedaj? Do sedaj je bila najtežja oziroma spretnostno najbolj zahtevna nogomet. Zakaj ste se pa odločili, da prijete na Lampiončkove igre, da ne greste samo popivati? Zaradi druženja, da nekaj izkusimo, nekaj novega, male spremembe. Kaj boste pa naredili z nagrado? Kje jo boste zaužili? Naredili veliko zabavo za vse tukaj udeležene, naše prijatelje.